dva oblaka daleč, daleč od ljudi. Mene nosi vroči veter, tebe mokriva, daj mi roko, hladen je strah. Spodaj zevan suha reka in razpoka vse glasne poka. Sveto časi zunaj neba, nihče ne more čez. Na ogenj ognju, da voda kvali, ne usta k ustom, ne ti k meni. Daj mi roko, pridi greva čez. In dežujo v suha zaprašnih cest, v žrjavico oči, saj z tega mesta. Dežujo v nepopisano puščavo, rjo, ki me dvekrat Večer, pozdravljeni, festivalno izbrani na 23. Lirikom festu, festivalu liričnega in potopisnega občutja v Velenju. Ja, naj takoj povem, da jaz črtim izraz zamejstvo, zaradi tega, ker priznavam vsem skupnostim subjektivnost. Se pravi, če gledamo pa že našega zornega kota, in to pomeni subjektivnost, mi nismo zamejci, ampak predmejci. Torej jaz dosledno imenujem ta naš kraj, to našo Tržaško, Goriško, Benečijo, Kanalsko dolino, recimo italijansko predmejstvo na nek način. Prav zaradi tega, ker pripadam slovenskemu narodu, ne glede na meje seveda, ampak če gledamo potem upravno, smo pač nekako pred mejo in tvorimo potem vsi skupaj en narod, eno nacionalno telo in tudi srce, upam. Z tega privilegiranega zorišča, kot je predmejstvo, torej, je povsem naravno, da skušaš na nek način vzpostaviti most z najbližjim kulturnim sosedom, spravi z italijansko stvarnostjo, in to je bilo že od nekdaj, bom rekel, tista osnovna poklicanost, ne samo nas, ki delujemo v tem ambientu, ampak tudi nasploh lahko rečemo celotne Primorske. Vsi smo nekako angažirani v tem projektu Gorica in Nova Gorica 2025, pravzaprav že desetletja in lahko rečemo tudi stoletja. Vsi skušamo pač izvažati v plemenitem smislu našo kulturo do soseda in seveda od soseda uvoziti potem tisto, kar nas kot narod tudi lahko kvalificira in nas oplemeniti. No, in tako sem se podal tudi sam na to pot in skušam temu pač ustreči na različne načine, bodisi s kulturnim ambasadorstvom, bodisi seveda tudi s prevajanjem. Danes je nekaj kolegov tu, ki seveda prevajajo iz bolj oddaljenih miljejev in jezikov, ampak vendarle tudi iz italijanščine v slovenščino in obratno, recimo, potrebujemo verziranih prevajalcev, ki bi lahko kvaliteto slovenske besede predočili našim sosedom. Kako se upreti temu kot intelektualec, ki se sooča s takimi problematikami in v praksi in na neki univerzitetni ravni, no? Ja, nekoč sem napisal nek epigram, ki se glasi približno takole: berem enormno akvavit prozopopejo in se sprašujem, sem prestopil mejo? Res je, ta naša globalizacija vnaša tudi v slovenščino
take in podobne izraze. Za klanje prašičev sem recimo že bral v delu, da je to finalizacija bekonskih proizvodov. Ne. Zdaj, v take skrajnosti mislim, da ne smemo segati, mislim, da imamo čudovit jezik, ki poje, enostavno, od katerega smo opojeni, mislim, s slastjo zvoka in njegove zgodovine, tako da lahko v tem jeziku poiščemo vse ustreznice za tisto, kar se pač dogaja pred našimi očmi v našem današnjem tudi globalnem svetu. Ni nujno, da torej, če se pojavi browser, mora ostati browser recimo za veke in vekomaj. Če si izmislimo potem strežnik, ne, je to prava slovenska ustreznica. Navsezadnje so to delali vsi jeziki v zgodovini in so ponašili recimo življenje okrog ali posvojili življenje okrog sebe. In mislim, da je to tudi funkcija nas, zlasti tistih, ki z jezikom kreativno operiramo, prevajalcev predvsem, ne, pesnikov še zlasti, ki razpirajo te jezikovne svetove in jezikovna obzorja in izumljajo nove besede, ki dajejo potem narodu živeti. O, vrba, srečna, draga vas domača, ker hiša mojega stoji očeta, da buka žeja me iz tvojega sveta speljala ne bila golfiva kača. O, vrba, ljeta, cara villa mia, ove paterna casa ubicata, che sete di sapere serpe ingrata traviato mai da te m'avesse via. Ignorerei quale veleno sia ogni soavità dal cuor bramata, fiducia in sé sarebbe inestirpata, dei venti interni non sarei balia. Fedele cuore e mano laboriosa, tesoro ignoto al creso pur più parco, in dote avrei, scegliendomi la sposa. Veleggerebbe quieto il mio barco. Da fuoco, grandine, ogni mia cosa proteggerebbe il buon vicin, San Marco. Da ni prepozno na pomol povleči čupo, ko kristali solnih kresnic škropijo valove. Da ni prepozno spraskati z obraza jesenski list in ga sešiti na zavest, ki žari kot gora tik pod zvezdo. Da ni prepozno popiti požirek, se odžejati z resnico, risati na smeh v laseh, drhteti, steči za srcem, dahniti besedo, krikniti v čas, v prostor, prišiti na prsi, da ni prepozno obesiti na luno otroštvo in odpreti okno, buri, da posuši ta neznosni dan. Pozaba. Travniki in polja so že zglajeni. Na njih kot gozdne lepe vile, spominčice in mak, žito in najda, murenčki in še. Jutranja rosa, ožgana zavest, rumena trava, kopriva na srcu. Travniki in polja. Nihče ne ve, da so pripravljeni izročiti mrtve, vojsko okostnjakov, ki je pozabila na besedo lastnega semena. Spominčice dišijo žveplasto, kot da bi jim pekel upognil čelo do zemlje. Pogač. Nekoč je furman kljubi gnal, danes vozile turiste, a gon v zraku je ostal, strasti so pač še zmeraj iste. Še vedno sika žejna kača, še vedno seka reski bič, ščemeča palica pokača vrv in smuzljivi šmic. Zadnja meja je privid, spred pasnika hlapi modrina,
pok predira zvočni zid, ostri rob, za njim tišina. Bela srajca mož je klen, pokače okrog razgalja svet, črni škorni do kolen, klobuk krasi rdeči cvet. Prelomljen bič deroči dravi, taleči sneg splavi telo, zaljubljenca objeta v dravi, nad njo bel konj, nad njim nebo. Jana iz javnega stranišča. Na javnem stranišču mlečna svetloba, prostor iz kapljic in porcelana, vodenih oči, skoraj presoba, pobira drobiž, kilava Jana. Miza in krožnik namenjen denarju, kovance vrtinči rezki žvenket, za vrati pa curek v pisuarju dviga telo nad zlat vodomet. Spip in kotličkov curja noč in dan, budnost odnašajo mehki valovi, trobentice, zvončki, žareči žafran, z rosnih vijolic dišeči slapovi. Zrak, ki si v školjki lica umije, vložki, kondomi, razsute smeti, golo dekle iz cefrane revije, izločki, izcedki, pljunki in kri. Nad tlemi je vonj po urinu in blatu, izlužen z vonjem čistil in dišav. Janina glava na peclastem vratu pa kinka v ritmu marčevskih trav. Valček s tezensko meliso. Tesno, hrup, tovarne, prah, stroji, dim, žvepleni hlapi, sence v zamegljenih šipah, lakirnice in strup v sapi. Hale, jaški parkirišča, viličari, tovrnjaki, palete, dimniki skladišča, težki delavski koraki. Med tovarnami ždi hiša, siva, mrzla, opustela, razbito okno in melisa, ki je belo zacvetela. V hiši životari Ela, bleda, suha in kašljava, veda kratko bo živela, pa ni nikdar krmešljava. Temna industrijska cona, smog obešen na karniso, Ela hroma primadona, pleše valček za meliso. Ko so aretirali, potem pa ubili in umorili moža soldata, sinu je bilo še ne zadosti let, se je to zgodilo tik pred sprejetjem zakona, da je etično sporno nekoga ubiti, nakar še umoriti, a tega pozneje ni nihče problematiziral. Na vrtu so šle rože v cvet in priteklo je nekaj vdovskega dodatka, ki so ga potem tudi nehali izplačevati. Duša se med hojo bolj poredko umirja. Ni rutina taka sprehod, mrak, večerja. Ni rutina taka vino, Gabi Novak in morda še kakšen song z tega naslova. Misliš, da si spreten, ker imaš časovnik. Tudi mi smo takih pogruntavščin polni. Jemo točno v uri, spimo, ko je tema, nema frke in nasploh problema nema. Na sprehodih duša spi, ker hoja utrudi. Ni rutina taka in pravica tudi. Nekaj plus, nekaj moraš postati.
nazaj, kjer sem nekaj ostal. Presežno poezije je vse tisto, kar daje dodatno vrednost poeziji. Poezija naj bi že sama po sebi bila veličastna, lepa, estetska, izjemna, tudi avantgardna. Kaj je lahko še torej presežnega znotraj nje same? Ali je lahko sploh to mogoče? Kako ločiti poezijo, jo odbrati, ovrednotiti, da eno od teh del ali posamični pesmi naredi njo najboljšo? Prav torej to pomeni presežnost. Poezija, ki je izbrana na letošnjem Liricon Festu, se vsaka posamič loteva jezika z vso skrbnostjo. Jezik naj bi bil alfa in omega vsej besedni umetnosti. Prav poezija pa je lahko tista, ki v nekaj verzih ali daljši formi prikaže razmisleke in občutanje v pesniškem jeziku, ki ga pesnik ali pesnica formira na svojstven način. Tudi to je presežnost, samosvojost pesniškega izraza, da ga lahko prepoznaš že brez podpisa avtorja ali brez podpisa avtorice. 7 nominiranih glasov se sprehaja in dreza z vso močjo in nežnostjo. Vsak od njih je tehten v besedah, včasih več pomeni manj, zgoščanje v eno samo misel pa porodi novo pesem, novo življenje, če parafraziram verz Boruta Gombača iz pesmi Gosteje od zraka. Če citiram, prihodnost gosti se nekomu v dlaneh. To je tudi lahko skupen verz vsem za vse ostale poezije, s katerimi se letos ukvarjamo. Kako mehansko nenazadnje nastane pesem? V dobi tehnologije je tipkovnica enaka peresu, ki je prej škrepetalo po papirju. Zanimalo me je, ali je goreča sveča lahko bolj romantična od svetlobe zaslona. Je to tudi manj presežno, če pišem s peresom ali tipkam po tipkovnici. Če rečem, da je lahko več od srca in se odpovem skipljivosti izraza, ki ga nadomestim za prvinsko govorico objektivnosti, je to lahko manj poetično. Kajti Aleš Jelenko v svoji presežni govorici išče misel tudi v subjektivnih in objektivnih obronkih, ljudeh in citatih. Odmeriti čustva in zapriseženo upesniti golost misli, jo osvetliti in predefinirati je poetika, ki zna vznemiriti in spostaviti paralelnost vesolja. To svetovje vesolja je značilno za do zdaj oba omenjena avtorja, a vsak ima svoj način, ki je in daje nekaj več. Kako v eno samo minuto zgostiti več življenj in kako stkati podobe ranljivih subjektov v novo življenje, je vprašanje, ki se mi zastavlja o prebiranju poezije Boruta Gombača in Mateja Krajnca. Mikrodetajli v poeziji Cvetke Bevc so pronicljivo opazovanje, ki izginja iz našega vsakdanjika. Pesnica upoveduje stvarnost na poetičen način. Nekaj starinskega, prabitnega se skriva v verzih, ki opisujejo drobne razpoke, jih razpirajo in na ta način problematizirajo vzgibe drobnih delcev ali rastlinja, če se obregnem na še poprejšnje zbirke. Prav to je v poeziji Cvetke Bevc dvignjeno nad poezijo kot tako. Zgoščenje v upor ženske Zofke Kveder, ki je tlakovala pot umetnicam in intelektualkam, je še poseben dosežek, ki priča o tem, kako ne smemo pozabiti na 100-leten boj ženske, da je lahko postala vidna in slišana umetnica. In prav tak glas se daje naprej Ani Golob, glas, ki je zdaj končno dan, ki je s svojim razpiranjem motiva robce razkrila, kako preseči dih in napor vsega, kar so nekoč polagali vate. Šele takrat je pesnica lahko tudi deček za drugo, šele takrat postane svobodna.
Kako se približati tistemu, kar ti prepovedujejo, o čemer ti zapovedujejo, ko te tiščijo k tlom? Prav to presega Anja Golob, ki doseže, da je lahko prej nedosegljivo, končno del tebe in si lahko tu, da si lahko nekomu bližina. Tudi ko nekdo odide, ko ga ni mogoče več doseči, ne s klicem in ne s fizično bližino, čeprav bi se prej pesnica razdajala, ko je človek bolan ali ko to ni. Matej Krajnc se svojo liriko prepesnjuje denimo Prešernov krst pri Savici in piše tudi songe. Tako kot že prej omenjen Gombač se posveča pravicam človeka, se zaveda ranljivosti in suženjstvo za sendviče dobi prekus pikrosti do vseh tistih, ki odmerjajo rezine, pa naj bodo to rezine kovancev ali hrane kot take. Pravzaprav se zdi, da Krajnc dreza, njegov pesniški jaz se upira slabemu in popularnemu in verjame v dobro. Zgodovinskost, v kateri je bil nujen trenutek spremembe, ki je izboljšala in usmerila tok zgodovine naprej, je vzgib, na katerega Krajnc subtilno opozarja. Občutenje do tem, o katerih mogoče kdo ne želi govoriti, pesnik neguje in se mu posveča kot pesnik kantavtor, ki v duhu Dylana in Pengova vzgaja poslušalca in ga ceni, kar je danes zelo redko. To je preseženost obravnavane poezije in šansonov ter songov. Marij Čuk je pri tem nekoliko drugače specifičen. Robustnost in neposrednost sta njegovi začetni iztočnici, ki pa sta seveda nujni, da tudi v njima ozremo lepoto in jo nenehno iščemo. Zakaj se delati finega? Za nalašč uporabljam ta izraz, ko pa je v najbolj naravnih prvinah tudi prava beseda za to odveč in je nepresežna kot zborna izreka. Tudi če pesnik postane novinar, kot pravi njegov lirski subjekt, je še zmeraj pesnik. Prav to ga dela presežnega. Ko dela vsakdanje reči, jih opazuje, se jim posveča. Na meji ali za mejo, ki pa je hujša, če je mentalna, kot pa le fizična, naprimer označena z rdečo barvo. Prav to je mogoče preseči z umom, kritičnostjo in pa seveda lepoto. Ko obleži mrtvo cvetje, suho cvetje, je tudi to lahko lepo, ko še ima tudi metaforika vedno svoje mesto in smisel v poeziji. Hvala ti za poglobljen uvod. Izbrani uvodničarki 23. Lirikom Festa, sicer pa tudi odlični pesnici. Elvio Guanini pa znan italijanski zgodovinar, ki je v tej moji knjigi Prešernovih poezij prispeval ob Borisu Paternuju drugo spremno besedo, je zatrdil v njej, da mora biti prevajalec na nek način podoben sinhronizatorju, recimo filmskih dialogov. Ni dovolj prevesti, je zapisal v italijanščini, sicer treba je dialoge prilagoditi gibom, govornemu ritmu, barvi izvirnega glasu in glas sinhronizatorja se mora prilikovati glasu sinhroniziranca. Zliti se morata v eno, postati morata eno. Meni osebno se zdi recimo zelo produktivna tista Benjaminova misel iz eseja Angelus Novus, da mora prevod oplaziti ta izvirnik v zgolj neskončno majhni točki smisla, tako kot veter se dotakne recimo strune harfe in potem da odbrni, da izzveni in potem prosto nadaljuje svojo pot, prosto piha dalje.
Ta misel se mi zdi zelo poetična in med silo dobesedne zvestobe, bi rekel, in Karibdo po ustvarjalne svobode si tako po Benjaminu to plovbo prevoda zamišljam nekako kot čim večje približevanje obalam izvirnika, ki jih ne bomo seveda nikoli dosegli. In ta nedosegljivost izvirnika je vzrok vedno novega in novega soočenja z besedili. Ta večna nepopolnost prevoda je mik in izziv prevajanja. Že pred časom sem prevedel dva recimo Tomicova romana v slovenščino, ne. Pred nedavnim pa sva s kolego kantavtorjem Janijem Kovačičem odbrala 16 pesmi italijanskega kantavtorja Giorgia Gabra in ustvarjalca tudi slovenskih očetovskih korenin, sem jih potem presadil nekako in podoživel v slovenščini. Zlog za zlogom, noto za noto sem se, kot pravi vaš drug naslov ali podnaslov, spotaknil, ne, ob upesnjeno glasbo ali v glasbeno poezijo tega kritičnega, jedkega, pelinastega, gledališko-pevskega protestništva Giorgia Gabra in zrcalno izkusil seveda nekaj, kar je bilo prejšnjemu prešernovskemu besednemu pustolovstvu sozvočnega. Namreč, da je tudi igrsko odpeta poezija v besedo in ritem izvočena emocija, muzični izlužek duše, kot sem zapisal. Ker sem knjižničar, smo mi malo numerično tudi omejeni, se pravi, zdaj, če ni na koncu 992, pač ni potopis, ne, in tak je pač v knjižnici. Zdaj sem napisal tam, da sem izumil, ne, statični potopis, ampak zdaj še dalje razmišljam, ne, o tem bolj široko, ne, da pravzaprav ni statičen, če prej sta bili dve komponenti klasičnega potopisa, se pravi, imamo en statičen del, kot je recimo so mesta ali pokrajina okolje, en dinamičen, se pravi potujoči faktor, kot je popotnik, se ne zdaj pač to obrnilo, ne, in je statičen tale, ne moram reči popotnik, ker je na mestu z vito nogo, ne, v mojem primeru, ampak vseeno pa še obstaja statičen del in to so recimo ljudje, ker to je bil tudi en namen, da pišemo o ljudeh na kaminu, ne o pokrajini, ne, ker najdeš že vsako stvar, v vsaki cerkvi, pa v vseh potopisih, ampak o ljudeh, ne. To je bil en vidik tega mojega oziroma namen, drugi pa je bil pisati o tem, da ljudje, kar smo nekateri tudi takšni, ne, da se ne hodimo tja iskati, ampak hodimo tja bežati, ne, to pa je bil drugi vidik tega. In zdaj, če se vrnem na tisto, ne, da je prej bila, da je bil popotnik dinamičen del, pokrajina statičen, da je zdaj lahko tudi ta glavni lik pa statičen in ljudje, ne, so pa dinamični, se pravi, hodijo vsak dan drugi ljudje in zraven prinašajo svoje zgodbe, ali z te poti, ali z življenja, ne, še vedno je ta statični del poln zgodb in ta dinamični del poln zgodb, statičen pa je ta, ki to zapisuje in konec koncev naredi potopis. Z vsemi pesniškimi sredstvi poskušamo senzibilizirati družbo, da ji prinesemo neko spoznanje, tako kot Rilke pravi, da poezije brez spoznanja ni, tako tudi proze brez spoznanja, ki bi se, saj upamo, pisatelji in pisateljice, pesniki in pesnice, da se dotaknejo človeškega srca in njegovega uma. Se pravi, da ne mara, ravno zaradi tega razmišlja o nekaterih stvarih, pred katerimi si najraje zatisne oči in gre nazaj v svojo happy factory. V tem kaosu sveta, ki ga danes živimo,
v svetu, ki v bistvu ne ponuja nič razen hrupa, kričanja, vpitja. Mislim, da je poezija tista, ki postavlja stvari na pravo mesto, čeprav poezijo malo kdo upošteva, malo kdo ji prisluhne. Jaz mislim, da je najvišji dosežek vsakega pesnika in po drugi strani tudi vsakogar, ki piše, ki izraža sebe, ki izraža svet, ki izraža duše, ki izraža srce, ki izraža čustva. Mi nekaj mislimo in to misel potem prenesti v dejanje, na papir, ubesediti, konkretizirati. Jaz mislim, da je to med najtežjimi nalogami ustvarjalca, ker ta prehod od misli do svinčnika, do računalnika, do papirja je poln pasti, je poln vsega in ničesar. In se to združiti potem v eno besedo, ki naj bi sintetizirala našo misel oziroma našo izreko, mislim, da je izjemno težavno dejanje. Smo vendarle na neki podobni valovni dolžini, se mi zdi. Ampak literatura vendarle govori skozi jezik. Ali bolje rečeno, govori jezik. In jezik vemo, da se gnete, spreminja, prepleta, posodablja. Dobiva novo podobo, dobiva nove izrazne možnosti. In s tem lahko rečemo tudi, da v bistvu dobiva nov jezik. Lahko bi rekli, da bi na nek način lahko potegnili tudi sporednico z računalniškimi programi. Tam se programi posodabljajo in tudi jezik se posodablja, dobiva neki nov software in s časom jasno, da se spreminja. In tukaj bi mogoče na vrhu dve stvari, na katere se mogoče pozablja. Poezija je tukaj tudi zato, da kaže na nove možnosti ali zmožnosti jezika. In mogoče se večkrat ali pa prevelikokrat zapletamo v to zanko, kot je že včeraj gospod Miran Košuta omenil, to podobo trpečega pesnika in se prerekamo o čustvih in o žalosti in sreči in nesreči in ljubezni in ločitvi in ne vem čemu še. Pogosto pa pozabljamo, na to znamenito misel, da pesem ni sestavljena iz čustev, ampak iz besed. Zdaj mi se ves čas spotikamo, ki ustvarjamo na obeh straneh, pa se mi zdi taka neka lepa misel ene stare pesmi in tudi pregovora, ki je potem pesmi nastala iz njega, da norci grejo tja, kamor si angeli ne upajo. In to je bila potem džezovski standard, je nastal po izvedbi Franka Sinatra, rokovski pa po Rickiju Nelsonu in se mi zdi, da to vse povzame in ne bi kaj preveč veliko govoril o tem. Je pa treba dejansko imeti nek pogum, kot so že kolegi pred menoj in kolegica govorili, tako da ti spotiki so in beseda in glasba boste še naprej hodila z roko v roki, dokler obstajajo vedno novi in vedno dobri bardi, ki to počnejo. Enega smo včeraj zvečer slišali tudi. In kar se pa tiče še enega tega lepega reka, naše kraljestvo ni od tega sveta, to je enkrat Janez Menard parafraziral Biblijo, se mi pa zdi, da to po eni strani drži, po drugi strani pa to pomeni prav to, da mi s tem, ko ustvarjamo, nekako presegamo banalnost sveta in probamo opozoriti na neke pozitivne, dobre plati tega, kar so pa tudi moji kolegi pred moj povedali. Tako da ja, spotiki bojo še naprej, norci pa upam, da ostanemo tudi še. Poezija seveda
povzroča tudi nekaj težav in mi jih je povzročala, pa mi jih še vedno povzroča in te težave so bile sprva največkrat povezane z besednimi igrami, kulturnimi referencami, specifičnimi na določeno okolje vezanimi metaforami. Precej zahtevna pa je bila tudi zvočnost, ritmičnost, muzikaličnost poezije. Na začetku svoje prevajalske poti me je vse to veliko bolj obremenjevalo, mi povzročalo večje skrbi kot danes. Šele potem, ko sem se kot prevajalec sprostil, ko sem se zavedel, da ne prevajam posameznih besed, verzov, stavkov, kitic, ampak celotno besedilo, da je torej pomembneje prenesti celoten pomen in čustveni vpliv pesmi, kot pa natančno posnemati vse njene formalne značilnosti. Šele ob tem zavedanju lahko rečem, da sem postal prevajalec poezije. Pravzaprav ne prevajalec, ampak le to, kar sem že vse skozi bil. Pesnik, ki je tudi sam napisal nekaj pesniških zbirk. Šlo je torej za to, kako svojo pesniško izkušnjo prevesti v prevajalsko izkušnjo. In ko sem prišel do tega spoznanja, so mi stvari veliko lažje stekle z jezika in izpod prevajalskega peresa. Vendar se je ob tem spoznanju pojavila druga težava. Ni namreč težko razumeti posameznih besednih iger, verzov, kulturnih referenc in jih prevesti, ni težko prenašati ritma. Najtežje je postalo vprašanje, kako celotno pesem razumeti in to razumevanje prenesti. Čeprav beseda razumeti najbrž ni prava beseda, ampak jo je v primeru poezije bolje nadomestiti z besedo čutiti. Torej, kako čutiti pesem, ampak to ne sme biti izgovor za površnost, temveč pravica do prevajalske svobode. It is probably very Finnish to ask people to appreciate the unspokenness and silence too. And actually in Finland right now, many poems are reflecting the fear of losing something valuable in the environment around us and losing the silence. I heard yesterday that in Slovenia, many of the old forests are now protected. This is only now discussed in Finland, but there is not yet enough action behind it. And so the cutting of the huge part of the older forests will just go on. But the poetry in Finland right now is trying to reach through the unspokenness by speaking from the aspects and weave of those who can't speak, how to describe nature, the animals in a new way, even the trees, seeing the human beings as a part of the other species. So how to write poetry that has a voice of a tree, voice of an animal, voice of a flower. This is very much a trend in Finland now. Verjetno je zelo finsko prositi ljudi, naj cenijo tudi neizrečenost in tišino. Pravzaprav na Finskem trenutno številne pesmi odražajo strah pred izgubo nečesa dragocenega v okolju okoli nas. Včeraj sem slišala, da je v Sloveniji veliko starih gozdov zdaj zaščitenih. O tem se na Finskem šele razpravlja, vendar za tem še ni dovolj ukrepanja. V nasprotnem primeru se bo izsekavanje ogromnega dela starejših gozdov kar nadaljevalo. Poezija na Finskem trenutno poskuša doseči skozi neizrečenost tako, da govori z vidika in pogleda tistih, ki ne morejo govoriti. Kako opisati naravo, živali na nov način, videti, mogoče malo prevod, videti ljudi kot del druge vrste. V resnici se mi zdi, da je ona rekla, da je trend v finski poeziji to, da se človeka vidi kot del ostalih živih bitij. Literatura je posebna oblika umetnosti, saj je odvisna od jezika. Uporablja besede in oblikuje potek jezikovnega razvoja. Verjamem, da je prevodna literatura turist, ki obišče in se dotakne druge kulture in zato mislim, da je to čudovito.
Ko človek seveda na Slovaškem spremlja poezijo, pozna različne literarne festivale, ki jih tudi ni malo, tudi na Slovaškem je ta problem, da je veliko poetičnega, literarnega življa zbranega v sami Bratislavi, ki pa ima še ta problem, da je čisto na robu države, na torej jugozahodu države in potem težje vpliva na ta vzhod oziroma se povezuje z vzhodnostjo države. Tukaj je potem neka tak izjema, dobra v dobrem smislu izjema, naš prijatelj Marjan Milčak, ki živi v tej naši znani Levoči. Tam imajo čudovito knjigarno, ki se imenuje Črni Peter, Modri Peter, torej se je preimenoval Modrega Petra, se upravičujem, kjer izdajajo res kvalitetno in to najboljšo slovaško poezijo. Gre pa seveda za to, da spet vse skupaj stoji na nekaj posameznikih, ki so zagreti za to stvar, za poezijo in vleče vse skupaj naprej. Na Slovaškem, kot sem povedal, je veliko festivalov, nekateri od tukaj prisotnih so tudi že bili na nekaterih prevajalskih festivalih in podobno. Poznamo pa tudi novo nagrado za poezijo, ki se imenuje Zlata Vrna, torej Zlati val, ki je bila zasnovana nekje leta 2019, tudi gospod Milčak je bil že dvakrat nominiran, tako nekako, torej med to peterico najboljših. Kot zanimivost mogoče, da je pred 2 letoma zmagala pesniška zbirka, ki jo je napisala Umetna inteligenca, to ste lansko leto verjetno imeli to na jedilniku, tako da tudi tam je ta prodor ChatGPT-ja, sicer še ta dvojke na udaru in so zbrali neko bazo 7000 pesnikov, pesniških, v bistvu pesmi in iz tega je potem nastala pesniška zbirka, ki je danes dostopna tudi na internetni strani, tam lahko odklikamo in poslušamo te pesmi, sicer sedaj ne vem, kako se imenuje ta pesnica, ampak ima tudi svoje ime, ampak strogo po ChatGPT-ju. Če gremo torej na drugo, Liza Genard, hvala. Če gremo torej na to drugo točko, kako danes prevajamo, govorili smo torej o uporabi papirja, o uporabi računalnika, tudi pri prevajalcih je ta problem seveda v igri. Po eni strani beremo pesmi iz knjige, torej iz medija, ki je natisnjen, prevajamo potem z nekimi oznakami v teh knjigah na papirju, ker je ta občutek, da te stopnje prevajanja ostajajo potem bolj sledljive in vidne. Končni rezultat seveda v računalniku in te ključne rešitve so v računalniku, kjer pa sva ravno Špelo, ko sva skupaj prevajala, ki se nam bo spet pridružila popoldne, ugotovila, da se potem k nekaterim rešitvam čez kakšen teden ali dva spet vrneva. Tistim osnovnim, ki sva jih prej imela na papirju, pa jih potem nisva več uporabila v računalniku, ampak se spet vrneva, ker ugotoviva, da je to bila pravzaprav najboljša rešitev. Mogoče še ta zanimivost prevajanja v tandemu. Večinoma, ko pišemo poezijo, ko prevajamo sami, prevajamo pravzaprav z tega svojega lastnega, tudi kritiškega pogleda. V tandemu pa je tako, da imamo zmeraj pri roki v bistvu ta mikrosvet se razširi in imamo zmeraj neko konstruktivno kritiko, nekoga, ki ti pove, odkrije nek drug pogled, ne samo na besedo, ampak tudi na sam pomen. In v najinem primeru je to zelo dobro uigrano, ker sam pravzaprav že več kot 10 let živim na Slovaškem, sem potopljen v to kulturo in po eni strani je dobro, da je nekdo, ki prevaja, potopljen v kulturo in jezik, ki ga prevaja. Po drugi strani pa je to spet ta problem, saj opažam, da izgubljam stik s slovenščino in včasih, ko pridem v Slovenijo, še vedno iščem 2 dni prave izraze in besede, da ne porabljam pač slovaškega izraza. Je pa potem seveda na tej strani Špela ta protiutež, da mi pove, tole pa res ni slovensko, tole pa bi lahko malo bolj po slovensko povedala. Torej, če gremo na to, mogoče primerjavo tudi veliko tolmačim. Po eni strani prevajanje in tolmačenje, jaz sam zase pravim, da tolmačenje je ena najboljših služb na svetu,
ker je tako hipna. Se pravi, ko si oddelal, ko si povedal stavek, ta stavek te je že zapustil in se več ne ukvarjaš z njim. Ne vračaš se k njemu in ne iščeš boljših, bolj upovedljivih pomenov, ampak samo oblebdi. Če je treba, potem dopolniš, popraviš in tako naprej, ampak samo greš naprej. Prevod, pisem prevod, sploh poezija, pa obstaja v tej drugi časovni dimenziji, kot sami pesniki tudi veste, da se k njej potem zmeraj vračaš. Je del tebe, ampak vseeno ta prva neobrušena verzija ni še tista končna verzija. Če se premaknem na tretjo točko, torej samo prevajanje, bi ločil to kulturno raven in jezikovno raven. Po eni strani kulturno raven, kot sem že govoril, prisotnost tukaj in tam, zgodovinske danosti, tudi sociologistika, torej pomen, ki sem ga sam, kar se tiče slovaške kulture, se mi zdi, da kar dobro doživljam in doživel. Po drugi strani pa imajo nekatere, če vzamemo, da je slovaška kultura in jezik, da sta nam dokaj blizu, hkrati pa vseeno zelo nepoznana in daleč, mogoče bomo to še kakšen drug dan imeli več priložnosti se o tem pogovarjati, je tudi jezik nam praktično zelo blizu, pa vendar ima te svoje zagonetke, svoj način razmišljanja, svoj način razvoja, ki je sploh po 90-ih letih šel v neko drugo smer in kot največje težave pri prevajanju, tudi že Klemen je jih kar nekaj dobro naštel, kot so besedne igre, kulturne reference, tudi ta zvočnost jezika. Bi rekel, da tudi frazeologizm, na primer, je ena taka tema, ki pusti globok pečat v vsakem prevajalcu, ker je po eni strani razočaran, da slovenščina v svoji bogatosti in pestrosti vseeno ni tako zelo odprta pri iskanju teh novih frazimov, mogoče tudi iz slovanskega sveta, ki nam je blizu. Naprimer, včeraj smo poslušali fenomenalno pesem o rablju iz Levoče, kjer je ta frazim, ki se vrti okoli glave, pri Slovakih imajo glava ako koleno, torej glava kot koleno, in pomeni praktično, da je to gola glava, da je kot plešasta glava v tem smislu. Oziroma tlačiti kolerabi do glavi, torej nekomu tlačiti kolerabo v glavo pomeni, da ga polnimo z neumnostmi. Naprimer, če imamo malo zgodovinsko, uporabljajo raz za uhorski rok, torej enkrat v ogrskem letu. Se pravi, zelo, zelo, zelo redko, enkrat nekoč, ker imajo to povezavo z Ogrsko izpred Prve svetovne vojne in potem še mogoče ta povezava, ko imamo mi mačka, oni imajo na primer opico. Tako da so nekatere stvari zelo zanimive, na primer tudi posamezni primeri, pomeni, obvladanje jezika, na primer, ko Milčak piše temnota, pri nas to je lahko tema, temina, mračnost, mrakoba in vsi drugi odtenki, ki v nekaterih pesmih on uporablja na primer enako besedo, pri nas pa te besede potrebujejo sinonime. In te sinonime potem uporabljamo na različnih mestih, tudi v najnih prevodih je par takih mest, kjer so jih uporabila. Pa kar je še zanimivo za Milčakovo poezijo, uporaba tudi bibličnih motivov, torej prevajalec se spopada tudi s poznavanjem tega bibličnega konteksta. Ne vem, oni uporabljajo na primer biblično temo velike ribe. Kot vemo, v slovenščini je to sodobni prevod je kit. Pri njih pa še vedno uporabljajo isto besedo, vel riba kot velika riba, ki se uporablja tudi danes. Tako da posega tudi v to polje bibličnega, ki pri njih ohranja to isti pomen in sodobno izrazoslovje, pri nas pa se dejansko spreminja. In seveda je zagotovo fino, ko prevajalec lahko sodeluje s samim pisateljem, da mu pojasni nekatere pomene, kot smo že govorili, treba je pesem najprej razumeti, da jo lahko potem prevedemo. Kaj je torej to z neprevodljivostjo v slovaščini? Je manj
tega neprevedljivega. Seveda, vemo, imamo svoje izkušnje, da iz jezikov, iz nekaterih drugih jezikov so neprevedljive stvari, naprimer trenutno mi v glavi visi, ko smo prevali še iz ruščine, ko imajo tako čudovito uspavanko baju, bajuški, baju, ki v slovenščini pravzaprav ne znamo najti nekega ekvivalenta, ki bi povedal s tako mehkobo kot neko uspavanko. Pri nas imamo neka nina, nana ali kaj takega, ampak oni imajo to tradicionalno, ki še bolj poetično zahaja v to bogatstvo jezika. Na konec še mogoče, kot je tudi gospod Košuta govoril, o številnih možnostih prevoda v različnih prevodih, ki se s tem časovnim odstopom v različnih obdobjih obnavljajo, prenavljajo in drugače napajajo, bi rekel, da v majhnih jezikih oziroma v jezikih, ki imajo manjše število govorcev, je problem ta, da smo veseli, ko imamo vsaj enega prevajalca. Torej, tudi če je ta prevajalec slabše podkovan, torej če je v tem ni tako domač, smo veseli in cenimo, da se loti prevoda, da v bistvu lahko Prešerna beremo naprimer tudi v slovaščini, da lahko preberemo kakšne sodobne pesnike v slovaščini in moram reči, da kar dolgo časa je trajalo, da smo se iz tega češkega prostora, ki smo ga dojemali kot češko-slovaškega, obrnili tudi k slovaškemu prostoru. Te prvi prevodi so začeli nastajati sicer zelo redko konec 19. stoletja, tudi nekaj z Aškrčem še, potem pa naprej po prvi svetovni vojni in med drugo svetovno vojno so bili stiki sicer pogostejši, z ustanavljanjem različnih jugoslovanskih in češko-slovaških lig in potem skupne male entante, tako da sodelovanje je bilo dosti bolj pogosto. Vse bolj pa smo se seveda še vedno obračali k Čehom kot pa Slovakom. Potem po drugi svetovni vojni z lektoratom na Slovaškem se je odprla tudi ta slovenščina in češčina pri nas, prevajalo se je več, pa vseeno tudi v teh 90-ih je bil problem, da smo se spet obrnili bolj na ta svobodni zahod in šele po letu 2000 smo spet začeli bolj prevajati in slovaščino in slovensko poezijo in literaturo v tujini. Tako da, če povzamem, smo v bistvu hvaležni za vsakega prevajalca in možnost, da lahko objavimo tudi to poezijo in predstavimo ta kontekst. Hvala vam. Slovenský prozaik Stanislav Rakus vyslovil názor, že umenie sa nevyvíja, lebo po Homerovi neprichádza lepší Homer, ani po Čechovovi lepší Čechov. Netrúfam si hodnotiť kontext slovinskej poézie, ale z hľadiska slovenského básnika sa zdá, že vkus závislý od čitateľského očakávania a autorského úsilia o ozvláštnenie je ovplyvnený zmenou paradigmy. Tradičná, genologicky ustálená normatívna paradigma s lirickým subjektom v prvej osobe, s vlastnosťami ako subjektívnosť, simultánnosť, nesižetovosť, panchronia alebo atemporálnosť, citovosť, zážitkovosť, respektíve emocionálnosť, sa strieda s diegetickou paradigmou, odvodenou od naratívnych, druhovo-tenzívnych parametrov inklinujúcich k epike a k viacerým podobám subjektu v tretej osobe. Diegetická paradigma sa na rozdiel od tradičnej normatívnej paradigmy vyznačuje vlastnosťami ako sižetovosť, objektívnosť, sukcesívnosť, naratívnosť, odstup, dištancia od výpovede, nepoetickosť alebo depoetizácia jazyka a tak ďalej. Tieto vlastnosti, pochopiteľne, neplatia absolútne. Typickým znakom tejto paradigmy je hypostazovaný subjekt, teda subjekt v tretej osobe, napríklad Krov, teda Hughes, alebo pán Kogito, gospod Kogito, Zbigniew Herbert. Zmena paradigmy v poézii je odrazom depoetizačného procesu, ktorý možno iniciovali také javy v 20. storočí ako kríza človeka, nihilizmus, vojny, koncentračné tábory a gulagy, a možno i Adornovo spochybnenie akejkoľvek oprávnenosti písania poézie po Osvienčime. Nástup novej paradigmy pritom neznamená zánik tej pôvodnej. Signalizuje však, podľa môjho názoru, aj istú dynamiku vo vkuse. Vynikajúci slovenský básnik Ivan Lavčík sa vyjadril,
že báseň vyznačuje miesto jazykovej havárie a tiež, že jazyk básne stroskotáva. V poézii pristupujúcej k obsahom, ktoré sú nevysloviteľné, nevyjadriteľné či neopísateľné, kde menej vždy znamená viac, to platí pre obe básnické paradigmy. A ešte poznámka k tomu, čo som si tu vypočul. Ja si vážim vlastne poéziu, takú poéziu, ktorá hovorí veľmi dôležité veci pre človeka. Warren a Welek raz napísali o románe, že neučí človeka len žiť, ale ho učí aj umierať. A ja si myslím, že to platí nielen pre román, ale aj pre poéziu. Hvala lepa. Kot je Pia že lepo povedala, hvala Bogu, da imamo Google prevod. Prevajalci pa rečemo, hvala Bogu, da ta prevod ni popoln, da lahko še mi imamo kakšno delo. In tudi pričakujem, da v prihodnosti ne bo take problem pri prevajanju poezije in takšnih in literature, ker to računalnik še zaenkrat ne obvlada. Torej, Marjan Milčak je na začetku povedal, da je slovaški pisatelj Stanislav Rakus govoril o tem, da se umetnost ne razvija, ker po Homerju ne obstaja, ne pride boljši Homer, kot tudi po Čehovu ne pride boljši Čehov. Kakšen okus pa pravzaprav prevladuje v poeziji na začetku 21. stoletja, sam ne more oceniti konteksta slovenske poezije, kot slovaški pesnik pa se mu zdi, da je okus, ki je odvisen od bralčevih pričakovanj in avtorjevega prizadevanja za ta poseben pogled, je vplival na spremembo paradigme. Tradicionalna genološko uveljavljena normativna paradigma s prvoosebnim lirskim subjektom, z lastnostmi, kot so subjektivnost, simultanost, nepovezanost, pankronost oziroma atemporalnost, občutljivost, izkustvenost oziroma emocionalnost, se izmenjuje z diegetično paradigmo, ki izhaja iz narativnih žanrskih parametrov, ki težijo k kepskemu in večplastnemu tretjeosebnemu subjektu. Za razliko od tradicionalne normativne paradigme se za diegetično paradigmo so za to paradigmo značilne lastnosti, kot so nečimrnost, objektivnost na narekovajih, sukcesija, narativnost, distanca, nepoetičnost ali depoetizacija jezika in tako dalje. Te značilnosti seveda ne veljajo absolutno. Tipična značilnost te paradigme je hipostatičen subjekt, torej tretjeosebni subjekt, ki ga lahko prepoznamo v Crowu, torej primer je Crow, Teda Hughesa ali pa gospod Cogito, Spiegnjeva Herberta. Sprememba paradigme v poeziji je odraz procesa depoetizacije, ki so ga lahko sprožili pojavi 20. stoletja, kot so kriza človeka, nihilizem, vojne, koncentracijska taborišča in gulagi, ter morda celo Adornov dvom o kakršnikoli legitimnosti pisanja poezije po Auschwitzu. Pojav nove paradigme pa ne pomeni propada prvotne, vendar pa po Milčakovem mnenju nakazuje tudi določeno dinamičnost okusa. Izvrstni slovaški pesnik Ivan Lavčik je dejal, da pesem označuje mesto jezikovne nesreče, pa tudi, da je jezik pesmi doživlja nekakšen brodolom. V poeziji, ki se približuje vsebinam, ki so neizrekljive, neizrazljive ali neopisljive, kjer manj vedno poveni več, pa to velja za obe pesniški paradigmi, ki smo jo omenili. Na koncu je še seveda dodal, da zelo ceni poezijo, ne kot samo pisatelj, ampak tudi kot bralec, saj izreka pomembne stvari, kot sta povedala Warren in Welek o romanu. Roman uči človeka ne le življenja, torej ne le živeti, ampak tudi umreti. V preobilju nepresežnosti.
Pri razmisleku o nepresežnosti v poeziji oziroma literaturi in umetnosti nasploh se kar sama pojavi, kot smo že tudi slišali, misel ali vprašanje o presežnem, kaj to je. Seveda najprej pomislimo na jezik, v katerem so se pri mladih zelo razpasli zapisi anglikaliziranih pogovornih izrazov. Vibe, hate, full, cool in kaj je še tega Facebook besednjaka. S primesmi sloveniziranih balkanizmov, pomešanih z nenarečno krajevno slovenščino. Zdaj si že vsak ustvarja svoj fevd, beri svojo slovnico, svoj pravopis. Morda tako avtor, avtorica kaže svoj pubertetniški upor. Doba odraščanja se je zelo podaljšala in redko take izraze se čudimo tudi v pesmih, ki jih v mama hotelih podpisujejo magistri, doktori raznih ved. Ali želijo izkazati svojo urbanost ali ubranost z ulično čezvelikolužno kulturo, z reciklažo postopkov izpred 60 in več let. Ali pa s tem slikajo realen civilizacijski moment, kdo bi vedel. Potem je tu forma. Če je vsebinsko takšen ali drugačen, ni pomembno, važno, da je. Sonet na Slovenskem še veljal za resničen presežek. Smo v zadnjem času priča pojavu dolgih pesniških zapisov in pri tem marsikateri avtorica ne pomisli, da preobilno podajanje poetičnih podob prej škodi, kot koristi sami pesmi. Sam bralec, s katerim avtor želi, ne vemo, če želi, biti v komunikaciji, pogosto izgubi, torej bralec pogosto izgubi sled in v pogledu celoto zapisa. Ali pa je to tudi namen zapisanega. Slikanje bivanjskega blodnjaka, ki ga v civilizaciji odkril pišoči. Le da je odnehal, beri se izgubil v kdo ve katerem krogu uzrte komedije. Morda zato, ker mu internetni podi omogoča neslutene razsežnosti nastopanja, kar seveda v določenih krogih kaže na presežek. Ja, sem ravno pomislil, ti Japonci in njihov haiku, 3 vrstice, pa kje si to videl? Pa češnjevi cvetovi, o katerih je tuhtal, le zakaj? Tudi sam Heidegger. Torej, tudi presežki, pojmovno in formalno, niso to, kar naj bi baje bili. Le čudi se nevedno staro dete. No, tako znano je, da je poezija v evropskem prostoru tesno povezana z glasbo, že od antike. Zgodovinski viri pričajo, da so pesniki recitirali svojo poezijo, nedvomno tudi peli, ob spremljavi glasbil, predvsem lirah. Lire so od lirika pol kasneje, čez ne vem koliko stoletij je nastala lirika, kar poznamo potem, da je lirika bolj spevna, bolj melodična, tudi ko je brez glasbe. Tak način interpretacije lastne poezije se je nadaljeval s trubadurji v srednjeveškem obdobju in še dlje. Kdaj in kdo je prekinil to navado? To se jaz sprašujem. Najbrž s porajanjem meščanstva in salonov, ko so nastopili pesniki, ki najbrž niso znali ne peti, ne igrati prikladnega inštrumenta. Uglasbitev so prepustili izkušenim in znanim skladateljem, petje pa šolanim pevcem. Medtem ko je tedanje kantavtorstvo dobilo svoj domicil v različnih beznicah, varietejih in revnih gledališčih. S tem pa je bilo označeno kot nižji, ničvredni, trivialni artizem. Šele v drugi polovici 20. stoletja se je stanje začelo popravljati, najbrž tudi zaradi elektronskih medijev, ne v tem stilu, kot je danes, recimo v 60, predvsem začetki roka in kasneje študentskih
protestov, ki so ad hoc prihajali teli kantautori s kitaro, ne. Če so Grki z liro, bi lahko imenovali te pesmi kitarika ali pa klavirika, ki si imel, ker ga harmonika je pa že harmonika, ne tako kje sem, glele sem na... Seveda, vsi ti v 60-ih letih in v 70-ih letih kantautori so temeljili na že prejšnjim v Beznicah irskim pevcem, potem bluzom, ki so ga imeli črnci, od Roberta Johnsona in naprej, takole na to, tudi country in drugih marginalnih zvrsti iz preteklosti so se pojavili novi kantautori. V prevodu to pomeni, takrat so začeli imenovati, v prevodu pomeni avtor, ki poje, ne. Da to je nekako pomeni. Novi kantautori nove dobe z novimi tehtnimi socialnimi in političnimi vsebinami, kar je prisililo strokovno javnost, da jih je začela jemati resno. Specifičnost kantautorske poezije je v tem, da se preverja neposredno pred publiko. Tu že avtor ima, takoj ima, kot rečemo v lepi slovenski besedi, feedback, ne. Medtem ko pesniki, ki objavljajo svoje pesmi samo v različnih publikacijah, ne vidijo bralca, zato si lahko privoščijo literarne akrobacije glede jezika in metafor, ki jih niti sami, recimo, dobro ne razumejo. To je tisto, kako že rečejo, to je bilo tisto avtomatsko pisanje, ne. To so različne, ne. Kantautorska poezija pa mora biti jasna in neposredna v svoji komunikaciji, da ne bi doživela fiaska. Zaradi tega se mnogi sprašujejo, ali brez glasbe lahko kantautorjeva pesem stoji sama zase. Moje skromno mnenje je, da lahko, ker je vse to del pesništva. Le kvaliteta napisanika ne sme biti sporna. Ena zanimiva stvar v psihologiji človeka, da neke besede ali neke stvari, ki se dogajajo okrog njega, svet na njega deluje tudi nezavedno, ne. Recimo, če jaz en mesec gledam Pop TV, imam že tak strah, da bo konec sveta, ne. Ko poročila, dobiš tak občutek, to deluje nate, ali hočeš ali nočeš, ne, na neki nezavedni ravni. Tako da se mi zdi ta glasba, ki jo mi delamo, tule se mi zdi je spodbudno tako, da se spodbuja kantautorstvo, pa tudi širše, tudi rock glasbo ali karkoli, da je kvaliteta na besedilih, zaradi tega, ker to je tudi rato že en tak background našega sveta in ta svet vpliva na človeka, ali se on zaveda ali ne. In torej, če imamo mi bolj kvalitetno, ne samo glasbo, tudi besedila, to v bistvu bogati družbo, ne da bi se ona tega zavedala. Zakaj bi kdo hotel postati sploh kantautor, ne? Po eni strani imaš ti, ko sem napisal neko glasbo, ki je zelo dionizična, vpliva na množice, če si uspešen, lahko polniš stadione, veliko denarja zaslužiš, ne? Ampak večina ljudi, ki gre tja na te stadione, oni hočejo zabavo, ne? To je čisto v bistvu zabava, medtem ko ti hočeš, da oni v bistvu stopijo pred tebe, kakor grejo v teater gledati neko gledališko igro, se predati neki zgodbi. In to je ta meja, ker nisi ne to, ne ono, nisi niti, da bi rekel tako, poet, nisi pesnik, ne izdajaš pesniške zbirke, po drugi strani nisi pa tisti glasbenik, ki bi povlekel za sabo množice, tako da si nikjer nisi. Imaš pa, se mi zdi, neko poslanstvo.
to je pa kvalitetno besedilo s kvalitetno glasbo. Danes ljudje radi veliko potujemo, potovanje na avanturistični način življenja, kot češnjo ali pa piko na i tudi promoviramo, saj v dobi potrošništva prav nič ne uide marketingu, k porastu potovanj in zapisu izkušnje, potopisov in poezije, pa je botrovala tudi pandemija z omejitvami gibanja in več mesecev trajajočimi lockdowni. A potovanje ni zares prav potovanje, če na poti ne najdemo svojega duševnega smisla, osebnostno zrastemo in se duhovno prerodimo, pa naj si bo na drugi strani sveta ali pod domačim drevesom. Izgubljeni sinovi se moramo odpraviti na pot, primorani tvegati in zapraviti očetovo premoženje, za nekaj časa pozabiti na dediščino in poreklo, da se lahko prerojeni, razsvetljeni in preobraženi hvaležno vrnemo. A zdi se, da marsikdaj ne zmoremo reflektirati doživete izkušnje, kar se kaže kot izobilje neizrečenega, nepredvidljivega in nepopisanega v zapisanem potopisu oziroma poeziji. Kaj se je zgodilo? In s kom? Svetom, človekom ali z jezikom? Je popotnik nepripravljen na svet, ki se mu razpira na poti? Je svet postal preveč za njegovo čutno izkušnjo? Ali pa je jezik enostavno premajhen, premalo fleksibilen in preveč hermetičen za ubeseditev nove radikalne izkušnje življenja? Zagotovo tako prvo kot drugo in tretje. Popotnik se na poti osebnega iskanja, kot v biblijski paraboli, mora izgubiti, simbolično umreti, da se lahko najde, da kot Feniks vstane iz pepela. A niso vsi ptiči Feniksi, tako sodobnemu iskalcu smisla na poti umanjka prav celovita duhovna vez med sebstvom in svetom, ki izkušnjo iz celostne hol pretvori v svetu holi. Po drugi strani pa moramo pripomniti, da se človekovo zavedanje sveta in njegovo prebivanje v njem spreminjata veliko hitreje, kot se je v zadnjih desetletjih, če tudi živ jezik, na kar opozarja sociolingvistika. Tako je preobilje presežnosti, nepredvidljivosti, nepopisanosti lahko prostor globokega stika s seboj in so z obraza iskalca sprane vse persone, ter ta znova spostavi stik s čisto bitjo, ko življenjem zapleše v ritmu enosti. V enosti se vse pretaka in med seboj valovi. Pravimo, da duh nima meja. Tako težimo k njegovi utelesitvi v telesu, misli in dejanju. Taki polni izkušnji verjamem, da je jezik, ki fluidnost danega trenutka zameji le na eno misel, besedo, pojem ali čustvo, radikalno nasilen do občutenja trenutka in ter zato nezadosten. Ne bi rada oživljala Heideggerove misli ali pa poljudnejših Oshowih pogledov na življenje, čeprav sta lahko referenci, a v svetu duhovno razprtega človeka jezik lahko vstopa le kot govorica na način poezije. In da misel sklenem, ter jo hkrati odprem za nadaljno razpravo, mogoče zarišem spiralo, je jasno, se pravi, da pravi poeziji, torej da misel zaključim, je jasno, da pravi poeziji, ki izvira iz bitja in vznika iz globin, iz centra srca ter diha s pljuči kozmosa, nikoli ne zmanjka besed za ubeseditev življenja. Če tudi krši norme, forme, pravila, ter snuje, preoblikuje nove besede, svoje intimne neologizme, hiperbole in preobrate. V tem pogledu je podobna plesu življenja in ena od njegovih najbolj prefinjenih sublimacij. Tako poeziji v svetu literature upravičeno pripada mesto kraljice. Težave s predponama ne in pre pa ima vedno le jezik, ki se boji svoje poetičnosti in popotnik, ki na duhovnem, torej v oklepaju duhovnem popotovanju ni odvrgel vseh svojih obrazov. Tako da v resnici so družbe, ki so v stiskah, tiste, v katere se poezija vrača. In danes, ko je svet dejansko na robu katastrofe, vsi smo v resnici
že čutimo to stisko zaradi vojn, ki pritiskajo pravzaprav na rob Evrope in jo v resnici izčrpavajo. In seveda zaradi iminentne katastrofe, ki se lahko zgodi pravzaprav vsak hip, neodvisno od nas, ampak odvisno od glav odločevalcev ali pa mogoče celo kakšne umetne inteligence, ki se jim umeša v te glave. Čutimo, da bi moral človek stopiti v središče in to je tista naloga poezije, ampak vsi pesniki čutijo to, pa vendarle jih družba ne spusti do glasu. Roman Potopis Marjana Rajšpa Doseg bega je neka vrsta subverzije klasičnega potopisa v tem smislu, da junak ne potuje dosti. Namreč prostor je, da malo publiki povem najprej, zakaj gre, je Camino, kot veste, je Camino že poseben žanr, tako rekoč, v slovenski tudi sicer svetovni književnosti, kjer se potuje in se išče samega sebe, ob tem, ko človek pač doživlja naval endorfinov in tako naprej. Imamo pa pri primeru Dosega bega primer junaka, prvoosebnega pripovedovalca Marjana, ki se takoj na začetku zvije gleženj in nekako obsedi in obleži med gostilno, cerkvijo in pa hoslom in seveda to, kar se dogaja mu, so ljudje, ki hodijo mimo in se notranje zlomijo ob pogovoru z našim junakom, ki jih seveda vse zelo originalno, jezikovno bogato in duhovito opisuje in popiše. Si prvič tukaj, drugič, tretjič? Dober večer. Zdaj upam samo, da gledam prestrašeno, pa da ne zvenel prestrašeno. V Velenju sem pa tretjič, tako ena zanimiva zgodba mojih 3 obiskov, je ta, da kako je življenje nepredvidljivo. Sem bil prvič tukaj, bil sem zdaj 15 let, sem igral za mariborski železničar, igrali smo proti Rudaru z Velenja. Da sem bil na levi strani, na desni strani je bil Šimunča, ki je danes trener. Čez 10 let je on igral v Ligi prvakov, jaz pa sem bil drugič v Velenju, ko sem nosil najtežje šajbe na svetu. Še danes slišim ona vretenca oziroma ploščice medvretenčne, kak mi ven silijo. No, zdaj pa je leto 2024, jaz sem dobil nagrado za knjigo, Šimunča pa ni dovolj prvenstva. Mislim, da je dovolj, sam zdaj citiram naslednje besede, slovensko pripovedništvo neomejeno označeno kot mariborsko, to je treba podariti nekaj, radi rečejo mariborski pesnik, Ljubljani so pa slovenski pesnik, omejeno označeno kot mariborsko, pridobiva s prozo Marjana Rajšpa trpežno resnico, moralo in lepoto zgodb, ki jih narekuje življenje in jih piše bivansko prekarjen, talentiran in književno izobražen operater jezika ter vsega, kar ta nudi zahtevnemu bralnemu kursu. Hvala za knjigo, hvala za pogovor, hvala za pozornost. Sočasja. Sobota opoldne, delni sončev mrk. Medicinske naprave zapiskajo. Svetlolasi fant zapira oči. Smrt mu nežno briše čelo, spominom njegovega dela. V neki pretekli vojni je na ramenih ponesel tovariša iz ognjenega obroča. Bila je milostna, prizanesla je obema, preveč trupel je ležalo na bojiščih, prepustila je preživele sestram Florence Nightingale, le v poročilu o krimski vojni je vsako noč popravila število padlih, prepisanih iz knjige življenja, kamor beleži minevanje človeškega rodu. Zdaj si jo zaslepi blesk medalje, ki se lesketa na mladeničevih prsih. Usoda narodnih herojev se kot genetski zapis prenaša iz roda v rod, pomisli. Gnijoče drobovje ranjenega se že spogleduje z jamo kot krvavim romom na bojni liniji, da doda zaznamek na socialnem omrežju podzemlja.
Zadonijo sirene za nov zračni napad. To je znamenje za slovo, si reče smrt. In fantu spremeni usta v kljun. Postani ptica, v trebuhu nosi ognjeni dež. Spusti ga na razjarjeno zemljo žitnice Evrope. S krvavim makom obarvaj polja in zapoj pesem smrti, ki bo preplavila svet. Prelet. Že širim krila, letim do konca in začetka sveta, lahen kot puh na glavi ptičjega mladiča. Ta pogled, te oči, ki vame polagajo v neko novo telo iz samih dihov. Povsem neprepoznaven sem. Izrisujem se na novo in krive so te oči. Te oči in ta pogled. Če si, sem tudi jaz. Če me ti ne bi poznal, ne bi obstajal. Jaz obstajam le v trenutku tvoje prisotnosti. Med tvojo odsotnostjo me ni. S tem je moj obstoj povsem nepomemben, kar pomeni, da je pomemben le tvoj. Kdo od naju torej zares obstaja? Pes je Kafka. Tik pred koncem, ko je bil že zelo bolan, pride v lokal, sede za šank, sedi, gleda, predse, z nohtom, dolbe, vzmatran les, utorček, dobe kot s krempljem, vzmatran les, nekdo prisede, molče sedita, steče pogovorček, beseda da besedo, Kafka mu potoži, človeku ob sebi, potoži, bolan, ponudi, da mu plača pivo, če ga lahko gleda, ko ga pije, če ga lahko gleda v usta, v požiralnik, v Adamovo jabolko, vsak požirek, vsak dih. Imel je nekaj na želodcu, ni smel piti piva, pivo pa je imel rad. Najbrž je, bržkone je hotel čutiti vsaj senco ukradene slasti, vsaj sposojeno zadovoljitev. Najbrž je hotel vzeti tuji jezik za svojega, biti del užitka za preužitek. Kaj pa je važno, kdo pije? Važno je, kdo plača. Včasih je kot na sodni dan, včasih je kot na sodni dan, včasih je kot, če do doma, daleč je do doma. Tämä on laulu, joka lauletaan kesäyössä. Tämä on lauma, jota kuningatar johtaa. Tämän tien poikki menee lehmieni polku, ja autot pysähtyvät lehmieni eteen. Odotetaan ruususta, joka nuuhkii merta. Nuuhkii ja liikuttuu, niin kuin Hollywoodin naiset. Hvala. Koti. Varsat lankeavat polvilleen liian myöhään. Uunista otetut leipäset ja laihat siskot lepattavat läpi huoneiden. Äidit harjaavat hiuksia ovien takana. Kipinöivät, kaipaavat, kunnes pahin on ohi.
Siskot lisäävät kahviin sokeria ja unilääkettä, horjuvat, unohtelevat, jäävät kynnyksille rappukäytäviin. Isoäidin muotokuva tärähtelee, magneettikenttä, katse, jota ei voi ohittaa, voima, joka murtaa polvet. Talot ovat suuria ja pimeitä ja yksin. Talot ovat täynnä tunnelmaa. Niissä juostaan perkeleen kanssa, että pysytään tiukasti kantapäillä. Pitkän ajan kuluessa kaikki, mitä pelkään, tapahtuu. Dom. Žrebci padajo na kolena, prepozno. Kruh vzeti iz peči. Suhljate sestre utripajo po sobah, matere si za vrati krtačijo lase. Razburjene so in koprnijo, dokler ni mimo najhujše. Sestre v kavo dodajo sladkor in uspavala. Opotekajo se, pozabljajo, ostajajo na pragovih, na stopniščih. Babičin portret se trese, magnetno polje. Pogled, ki ga ni mogoče prezreti. Sila, ki lomi kolena. Hiše so velike, temne in samotne. Hiše so polne vzdušja. Po njih se podimo s hudičem, da bi mu ostali trdno za petami. Vse, česar se že dolgo bojim, se uresničuje. Hello, I am Kristina Tamulevičiūtė. Thanks for having me. I would like to read a few poems from my book Gyvybė, which means life. So the first one. Kalėjimas. Aiškiai prisimenu švytėjimą pro langą. Nuo rožinių užuolaidų krentančią šviesą. Kambaryje buvo tyku. Ant palangės pumpurus barstė paleistuvė. Baltas katinas su juodom dėmėm, susisukęs, miegojo ant sofos. Taip atrodė mano vaikystės kambarys. Kalėjimas, į kurį grįžtu tada, kai skauda. Po sofą mėtėsi daugybė apdulkėjusių žaislų. Kai juos su šluotos kotu iškrapštydavau, delnus aplipdavo seno linoleumo glitumas. Pro langą matėsi kaimynų vyšnia. Nė vienos uogos nėra davę nusiskinti, bet žiūrėdavo ir sekdavo kaip tikrai prižiūrėtojai, kad saldžios nuodėmės nepadaryčiau. Tame kambaryje man viskas buvo leidžiama ir viskas draudžiama. Kiekviena kaladėlė buvo suskaičiuota. Vienos skirtos namo sienai, kitos šuliniui, trečios suoliukui, amžinam rimojimui priešais namą. Laimiai šitų visuomet pritrūkdavo. Pritrūkdavo ir medžiagos, lėlių drabužėliams siūti. Panašiai man dabar trūksta laiko. Sau ir dukrai. Nieko neprašančiai, neįkyriai meiliai. Kai skauda, grįžtu į savo kalėjimą. Renku vyšnės pro stiklą, kaip krojo lašelius. Zapor. Jasno se spominjam sijaja skozi okno, svetlobe padajoče z rožnatih zaves. V sobi je bilo spokojno. Na okenski polici je popke trosila kalanhoja. Bel črnolisast maček je v klobčič zvit spal na kavču. Takšna je bila na pogled soba mojega otroštva, zapor, v katerega se vračam, ko boli. Po kavču je bila razmetana množica zaprašenih igrač. Ko sem jih otepala z metlinim ročajem, mi je dlani oblepljala spolzkost starega linoleja. Skozi okno se je videla sosedova višnja. Nobenega sadu mi niso pustili obrati. Gledali so jo in spremljali kot pravi varuhi, da me ne bi premamila sladka pregreha. V tej sobi mi je bilo dovoljeno vse in vse prepovedano. Vsaka kocka je bila prešteta. Ene so bile namenjene za steno, druge za vodnjak, tretje za klop in večno tuhtanje pred hišo. Teh na srečo nikoli ni bilo dosti. Prav tako je manjkalo blaga za šivanje oblekic punčkam. Podobno tudi meni zdaj zmanjkuje časa zase in za hčer, za nevsiljivo ljubezen, ki ničesar ne prosi. Kadar boli, se vrnem v svoj zapor. Skozi steklo nabiram višnje,
kot kapljice krvi preteklih življenj. Spet trte so rodile prijateljevince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih up budi. Di nuovo ci hanno dato le viti amici un dolce vino, che viene ha ravvivato rendendo il cuore l'occhio fino, che annegherà le avversità, speranza in petto desterà. A chi per primi ora, fratelli, il calice libiamo? Preservi Dio dimora a noi sloveni, quanti siamo, di madre che gloriosa è, diventi ogni figlio un re. Dai nembi gli avversari di stirpe nostra schianti il tuono, redenti i nostri lari rimangano, qual stati sono? O mano tu, infrangi orsù i ceppi della schiavitù. Felici, in pace, uniti torniamo a essere domani. Di Slavia i figli aviti si tutti stringano le mani. Con dignità scettro sarà di nuovo nostra proprietà. E viva voi, slovene, meravigliosi fiori rari, ad altra nelle vene non scorre sangue al vostro pari. Paura ha, nemico già di stirpe che da voi verrà. Brindiamo con calore ai giovani, speranza prima. Di patria e l'amore nessun veleno vi sopprima, perché voi, dopo noi, un dì sarete i bardi suoi. Nazioni, lunga vita, che anelate al giorno mite in cui verrà bandita ovunque sotto il sol la lite. Ciascuno avrà la libertà e il suo vicino amerà. Infine, amici grati, leviamo coppa in nostro onore, che siamo affratellati perché abbiamo puro il cuore. Che Dio ci serbi così, noi buoni tutti, molti di. Kantavtorju bi bilo seveda najlažje, če bi vse opravil sam, a nekako ne more. Stara šala pravi, da kantavtor napiše tekst in glasbo, sam interpretira pesneno glasbo s svojim instrumentom in tudi sam sebe posluša. Zelo resna in resnična poanta, saj mu doseg do drugih ušes branijo medijski filtri, montiranje v številna posredništva. No, naivni nastopač se lahko razdaja na ulici, a koliko jih tam v polnem pomenu pravzaprav poje lastne pesmi in koliko takih se sliši skozi medije. Samih z enim instrumentom za spremljavo, po možnosti z domačo izdelavo, ne studijsko obdelanimi izdelki za glasbeni trg, skoraj nič, nula, nada, zero. Pengovova odpotovanja so poleg lepote mitska tudi zaradi svojevrstne samotarske produkcije. Zlaga pomena v SSKJ, kjer je kantavtor, citiram, skladatelj in pevec lastne skladbe, torej potrebuje dopolnilo v zvezi z nastopnim igranjem na en instrument. No, lahko tudi več, a hkrati. Kdor med predhodno računalniško obdelanimi in predvajanimi miksi tu pa tamkaj izusti, ne podaja svoje skladbe s celotno živo prisotnostjo vseh potrebnih elementov. Kantavtor ni reper, kar bi pogojno lahko bil, če bi ga namesto vnaprej posnetih basov spremljale lastne roke, s katerimi bi tolkel po žečem, magari po mikrofonu. Vsak večer, takoj, ko zaspi, ga v sanjah obišče državna kontrola. Hop,
ga v blazino zabije. Mojster, kako ti kaj gre? Si danes zapomnil kakšno novo ime? Srž pete besede se skriva v njenih zaobljenih robovih. Gre za bolj ali manj ritmično nihanje med tišino in zvokom. Če je govorjena beseda zvočno v dokaj enakomernem odnosu z linijo tišine, je peta beseda vsaj na videz manj stabilna. Njena stabilnost je kompozicijska. Velikokrat sem se takole razpisal v glasbeni poeziji, pa tudi o tem, katere pomenske odtenke odpira, kako se sam zmeraj skušam z besedami prilagoditi siceršnjemu glasbenemu izrazu glasbene skupine, za katero pišem besedilo, kako imam takrat, ko se zadeve poklopijo, občutek, da sem v času glasbene izvedbe tudi sam na odru, oziroma da v tistem trenutku nisem nekdo od zunaj, ampak del benda samega. Kako besedila, pisana na že obstoječo glasbeno podlago, odpirajo pokrajine, ki jih sicer nikoli ne bi mogel najti in obiskati. Kako se kdaj opestene zgodbe, pisane na glasbeno podlago, skoraj čudežno prekrijejo za zgodbo, ki jo je imel glasbenik v mislih, ni da bi jo prej omenil ali vsaj nakazal. Toda sprašujem se, koliko mi vse to pomaga pri obratni perspektivi, ko ne gre za uglasbene besede, ampak za upesteno glasbo, se pravi za glasbo izraženo z besedami. Res je, tudi besede so na nek način note in svojo zvočnostjo in ritmom ustvarjajo glasbo že same po sebi. Recimo rezko in ledeno melodijo verzov iz zbirke Popevke, songi in šansoni. Flaša zdavne je spita, noč bo mrzla ko hudič, spet bo dolga pot do svita, november že vihti svoj bič. Pa pri tem nikakor ne mislim ne na učinek znamenite sintagme Borisa A. Novaka o pomenu, ki zveni in zvenu, ki pomeni. Ampak tudi na kdaj nazvem povsem brezpomensko zaporedje bolj ali manj igrivih zvočnih kontrastov. Recimo, da krhkemu steklenemu krilu tanke steklenice sledijo osvobajajoči in mehki puh in podobno. Ampak to seveda ni opestena glasba, ampak predvsem forma oziroma glasba besed. Čeprav se glasba nekako zdi najbolj lebdeča, eterična in astralna umetniška zvrst, je v resnici tudi prekleto telesna. Takole sem pred kratkim na nekem literarnem večeru predstavil intermezzo z bluzovskim glasbenikom. Bluza se ne da zapisati z notami, kajti tisti pravi bluzovski občutek nastane šele ob ravno prav čutnem dotiku roke s struno, ob občutenem drsenju, poltonih in zamolkih ustne harmonike v dotiku z usti, ob ležerno zasenčenih tonih vokala. Ne glasbeniki, tudi poslušalci vibracije dobre glasbe občutimo zelo telesno. Kajti glasba je čas, ki razpira notranje stene in s tem nevidno širi vidne in snovne prostore. Tako kot je glasbena pesem lahko za 1000 različnih poslušalcev 1000krat ista, pa vendar za vsakega od njih tudi drugačna, velja to tudi za glasbo samo. In če je v odnosu do realnosti celo prozaična, naturalistična, socialno-kritična, agitacijska ali skrajno asketska poezija na neki ravni zmere tudi metaforična, je taka tudi glasba. Pravzaprav je ena sama mnogolična metafora. Če bi jo poskusil opisati s funkcionalnim jezikom, bi v resnici potreboval neskončno število besed, pa še vedno bi jih bilo premalo. Toda, če bi poskusil z metaforo, recimo z okna visijo na strunah noči ali s porozni čoln, ki tone v glas, bi samo z nekaj besedami opisal veliko bolj utepljivo. Morda je temu vzrok tudi to, da pesniške metafore pogosto ob nezamerljivi čutni noti svoje nikoli povsem določljivo medbesedno prostornino razpirajo dovolj možnosti za vsakokratni individualni pogled. Statični potopis. Mislim, da sem to malo že včeraj začel to, če sta A in B točki, ne, se pravi A točka kot ta potujoči, ki je v klasičnem potopisu premikajoč skozi neko pokrajino,
da sem zato pač malo obrnil, ne. In je ta A točka postane statična, se pravi, in dinamična, potujoča zgodbe, ki nastajajo iz tega v tem potopisu, pa prihajajo od drugod, ne. Se pravi, v mojem primeru prihajajo skozi obiskovalce te vasi, v kateri je glavni lik statičen. Ne, in namesto potujoči postane samo zapisovalec teh svetov okoli, ki se združujejo okoli njega, prihajajo, odhajajo, prihajajo novi in tako lahko postane potem tudi statični potopis, statični z vidika prvega lika oziroma prvoosebnosti, ne. Potopis je definiran na različne načine, mislim, da se je v zadnjem času zelo razbohotilo, seveda s tem, da je potovanje tako rekoč dosegljivo vsakomur, ne, in to je omogočilo proliferacijo, cvetenje te potopisne literature, te drugje imenovane odeporike, tako da se ti literarni kanoni šele izdelujejo in literarna teorija seveda tu caplja nekako za prakso, pa vendar seveda smisel tega se mi zdi, če ga povzamem, da je ves v tem, da ni važno potovanje, niso važni prehojeni kilometri, važno je to, kar se ob potovanju spremeni v duši in v srcu in v umu človeka. To je tisto, kar mislim, da je dragoceno in kar nam sporoča najbrž tudi Marjanov potopis. Spremeniti se moramo, če se ob potovanju ne spremenimo kot ljudje, potem smo zaman potovali. Ja, okay. Ja, moj razmislek bo nadaljevanje, mogoče replika na tole. Zdaj tudi jaz nimam statističnih podatkov in tudi jaz ne znam odgovoriti v resnici, zakaj prej literarna, čista literarne forme, kot pa mešane žanre ali pa kot bi bil tudi potopis. Sicer pa mene kot bralko zelo privlačijo ravno, bi rekla, bolj ti avtobiografski žanri, tako da zelo veliko spremljam. In tudi tukaj bi jaz mogoče dve taki smernici, ki jih opazujem. Gotovo se mi zdi zanimivo eden od takih tendenc, bi rekla, sodobne proze, ki vključuje pot kot, ne samo kot iskanje, ampak pot kot spoznavanje, dokumentarnost, avtobiografsko izkušnjo, ki je pa vpletena bodisi v kratko zgodbo ali pa roman. Skratka, da gre za leposlovje, v katero je potopis posredno vključen. Tukaj se mi zdi, da imamo zelo močne na slovaškem slovaške avtorice po letu 2000, tudi veliko nagrajene in da imamo še marsikaj za prevesti, no, nekaj teh stvari pa je tudi že v slovenščini. O popularnosti potopisa, takega dokumentarnega gotovo, veliko je strokovne te literature dokumentarne, ne poznam pa, da bi rekla, literariziran potopis sodobni, bi rekla, da ne bi mogla reči, da je zdaj mogoče v nekem razcvetu. Je bil pa seveda, če pogledam za nazaj, v 16. stoletju zelo močen potopis, taka dnevniška potopisna literatura in pa tako kot pri nas na prelomu stoletja, ne, če zdaj govorimo o nekem boomu potovanja, seveda ta prehod iz 19. v 20. stoletje, tam lahko danes krasno opazujemo, pa ne mislim samo Aškerca, ne, na naših tleh, ampak da je ta čas zares prinašal neko novost in ne samo spoznavanje tujih krajev, ampak je v bistvu ta potopis
na prehodu 19. 20. stoletja nadomeščal eno veliko žanrov pravzaprav in da je imel tudi tako spoznavno vlogo, na drugi strani tudi etično, v tem smislu seveda, da je to spoznavanje tujega prostora prinašalo tudi seveda neke opredelitve do te tujosti, bodi si konfesionalne ali pa nacionalne, torej da ta enost ni edina rešitev, tako da jaz mislim, da je to ta čas zelo zanimiv, prehod iz 19. v 20. stoletje. Ampak mogoče, če me bodo še kaj kolegi dopolnili. Mogoče še jaz tukaj dodam en ta pogled, sodobni, imajo naprimer to novinarsko noto, politično noto, reportažno, dokaj popularno. Naprimer novinar Andrej Ban, ki je sicer potoval, tudi bil vojni dopisnik, kakor vem, je potoval po Slovaškem prav namensko, ker kot sem že zadnjič omenil, je Bratislava pravzaprav na koncu države, na jugozahodu in vsi ostali deli so praktično zelo daleč. Tako da se je on odpravil po Slovaški, predvsem na ta srednjoslovaško in daljni vzhod, kako oni temu rečejo, ker če primerjamo iz Bratislave v Košice, drugo največje mesto, je nekako 6 ur vožnje z avtom, pa potem še do meje neke 2 dodatni uri. Če gre človek še v kakšno bolj odmaknjeno vasico, sem imel to priložnost, da sem kolesaril po celi Slovaški pravzaprav in sem spoznaval te vasice. In tudi ti potopisi se navezujejo na problematiko, malo zgodovinsko, malo tudi sodobno, ki je povezana s tudi ruralno problematiko. Po eni strani etično razdrobljenost, tudi zgodovinsko povezano madžarski jug, na vzhodu Rusini, tudi romsko vprašanje je zelo močno na vzhodu in potem tudi zgodovinsko Nemci, Judi in tako naprej. In se pozna pri teh malih vasicah, da so bile zgodovinsko razdrobljene tudi po veri. In tako smo dobili zelo razdrobljene občine. Naprimer na Slovaškem obstajajo občine, najmanjša občina ima 16 prebivalcev. Tako da, ko pri nas govorimo o malih občinah, na Slovaškem je to še toliko bolj razdrobljeno in ko nimajo finančne perspektive, prodajo tudi mrliško vežico na pokopališču, ker je pač zastavljena, banka jo vzame in potem se s tem nič več ne da delati in premakniti naprej. In ko se vrnemo k temu Andreju Banu, on je potoval po Slovaški in spremljal te probleme. Problemi so se tikali in političnih malverzacij in segregacije, ki je še vedno zelo prisotna na tem vzhodu. To je kot neka država v lastni državi. Zelo velike problemi so bili, naprimer, znam primer, ko ko kmetje dobivajo subvencije, seveda iz Evrope, tudi danes je to pri nas veliko vprašanje. Na Slovaškem so odkrili, da so te subvencije dobivali na razne površine, eno od njih je bilo tudi lokalno letališče, kjer so uveljavljali poljske subvencije in veliko je povezanih teh zgodb v lokalnem okolju. Nekaj ljudi obvladuje vse te ekonomske tokove in tudi politične tokove. Tako da imajo neko te politično in kritično. Po drugi strani pa seveda so tudi potopisi v druge države, veliko se prevaja te mednarodne bedekarje, ki nam pravzaprav grejo malo na živce. Rad bi pa izpostavil mogoče še ta pogled Slovakov na Slovenijo. Naprimer, ravno Špela je govorila, kako je v prejšnjih stoletjih, v 19. stoletju in tako naprej bilo to tudi popularno potovati v te južne dežele. Slovaki so predvsem potem že po prvi svetovni vojni odkrivali tudi Balkan ob Jadranskem morju, ki je bilo torej njihovo morje. So se ustavljali tudi v Sloveniji. Predvsej bilo sodelovanja s pomočjo Južnoslovanske Češko-Slovaške lige, kot sem že omenil, in tudi v Slovenijo so veliko prišli. Takrat je bila Slovenija seveda manjša, govorili so o tem, kako živi tukaj 1 milijon ljudi in so ponosni na svojo deželo, kako je ta dežela čudovita, podeželje lepo, vse je čisto, ulice so čiste, hiše so čiste, otroci so čisti, vse v najlepšem redu.
In ko so potovali z vlakom, so opazovali okolje in na vsakem hribčku cerkvica, to jih je zelo presenetilo, torej veliko cerkvic, po drugi strani pa malo gostilen, so rekli. In ko so na primer prišli tudi v Ljubljano, da bomo sedaj malo kritizirali Ljubljano, so rekli, čudovita Ljubljana, ampak po 10 uri se nič ne dogaja. Mrtvo mesto, nihče ni nikjer, vsi so doma, vse je pridno, čisto in nobenega kriminala. Tako da že takrat je bil nek drug svet pravzaprav za njih, ko so prihajali v to neznano okolje Ljubljane in Slovencev, ampak so pa našli tudi te skupne točke, se pravi ljubezen do narave in tudi potem zastava, seveda podobna, niso v nas videli veliko, tako da ko so videli zastavo, so najprej mislili, da je to njihova zastava. In seveda še takrat med vojnama, prva in druga svetovna vojna, ko so se ljudje srečevali, ko so prišli tudi manjše delegacije, naprimer Sokoli ali pa kakšne druge delegacije v Ljubljano, to so jih pozdravljale več tisoč glave množice in dogajanje se je res dogajalo na visokem nivoju. Tako da ta potopis tudi Slovencev na Slovaško, mogoče tukaj Viktorja Smoleja omenimo, predvsem po drugi svetovni vojni, ko potem večkrat hodil in Bratislavo in višje gor opisoval podeželje in poskušal približati Slovaško Slovencem. Predvsem je bil zelo impresioniran nad njihovo skrbjo za svojo tradicionalno kulturo, torej narodne noše, ta povezanost z naravo in njihove tradicije, ki so bile dosti bolj ohranjene, kot so bile pri nas.